Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Tako pa je sreda rešena, ne, pod narekovaji. Tudi danes bo vroče ko pes. Ja. Ampak fajn je treba se zahvaliti Anji za zajtrk. Ja, me veseli. Hvala, Anja. Zelo si presenetila. Prvič sem jedel pečene breskve v sendviču in moram reči, da je vrhunsko. Tako, in preveč si naredila. To pa je... In dovolj bi bilo... kaj bomo. 20% od tega, kaj si prinesla. No, samo da ne bosta lačna, to je važno. Ja, Sicer pa danes v totem jutru tudi gostja, direktorica javnega zavoda Športni park Ruše. Nekaj smo spregovorili na temo letnega odra, ki se bliža, festival. Ja, govorili smo tudi o tem, kako se ohladiti z vročim čajem v teh poletnih dneh in pa o tem, da lahko zbiramo CD-je. Oziroma pomagali ste mi malo, kak si naj jaz doma to zrihtam, da lahko poslušam muziko. Ne? Tako v starih časih. Ja. Tako da dajte prisluhniti. Malo razmišljam o CD-jih. O, lepo. To pa je vedno super. O CD-jih kot mediju za glasbo v tem primeru. Ker veš, kaj pogrešam? Da imaš v dnevni sobi en fajn stolp, tako lepo, nič ni gor na njem, ker vem, da ne rabiš zlagati nič dol, ko bi ga rad uporabil. Lepo imaš CD-je zraven, lepo odpreš ono, ko stisneš, pa se tako lepo CD not, pa polno nekaj sem pa tja, pa začne. Če imaš dobre zvočnike, seveda tisto, ko je tako polno, taka žametna glasba, ko začne igrati, ko ni tako na Spotify ali pa nekaj, ko je vse nekam kompresirano dol in ne čuješ dobro. Zato, logično, najprej tebe vprašam, kolega Tomaž, ker vem, da imaš doma že precejšnjo zbirko CD-jev. Ja, kak se tega lotiti, kam to shranjuješ, na kaj moram paziti, kateri predvajalnik si naj kupim, kako imaš ti to urejeno? Ja, tako je bilo vedno, v stojalu onem not. Ono eno stojalo. Ja, stojali je 7 Mislim, samo... ampak on je stolp. Cilj je, da so iste, ne? Da imaš vse lepo isto. Ja. Tako ono leseno, prav, veš, ko samo tak stisneš, pride ven lepo. Kaj stisneš? Ja, not stisneš CD, da se ti ven. A ja, pa skoči nazaj ven. A ja. Ja, ki si ti? Ja, tega nisem videl še. Oh my god. Ne, štendere za računalniške spečene filme za odrasle, ko samo vzameš. Lepo, ne, not stisneš, pa tak se ti. Res? Vidiš, zato sem tebe. Pa če če sem imel CD-ja na zadnje, ko sem bil 20. Upiš štendere. Ja, to je glavno, ne? Da lepo zgleda, pa seveda zložiš po abecedi, ne? Lahko tudi po žanru, lahko po ne vem, kak češ pač, ne? Drugače pa, kaj se tiče nekega shranjevanja, pa pač lahko samo upaš, jaz še zaenkrat imam to srečo, da ni še nič crknilo, vsi še špilajo CD, tako da vse štima, ni nobenih težav. Tudi v avtu še imam CD predvajalnik, hvala Bogu, včeraj sem glih ven vzel CD, ker je bilo vroče ko pes, pa sem se spomnil, da ga imam noter. Drugače pa ti jaz že leta in leta govorim, da ni enako, kot če kupiš ti CD ali pa če pač pride nov album od katere skupine in greš na Spotify ga poslušati. Ja, saj vem, to vem. Mislim, jaz teh spletnih sploh ne uporabljam. Jaz uporabljam, ker nimam druga, zdaj pa sem začel razmišljati, da bi. Jaz si pač kupim pač te svoje, kaj imam rad. Drugo pač nekaj čujem bolj na YouTube ali pa ki. Tako. Je pa to seveda, kot se vedno pogovarjamo, čisto ena druga posebna zgodba in seveda najbolj važno, kaj je pri vsem tem, je, da na neki točki, ponavadi, ko greš jezditi keramičnega konja, si vzameš zraven knjigico od CD-ja. Aha, pa malo. Pa lepo to naprej povohaš, seveda, ker diši po tej novi plastiki, ne? Ja. Pa greš not gledati besedila malo ali pa včasih je oprema tudi navedena, ker je pač sponzorsko, ne? Da vidiš, kaj uporabljajo, komu so se zahvalili, kdo je vse sodeloval. Tak, ne? In je to pol nekaj tak vrej. Pa malo kaký dizajn, kak so naredili.
Okay, kaj pa oprema za predvajanje, imaš kaj posebnega? Ali pač? Ne, pač ponavadi velja več denara, več muzike. Vsaj včasih je bilo. Ne, torej za nekje vmes, morda se lahko obrnem na vas, poslušalke in poslušalci, verjamem, da imate vi tudi kolekcije doma, pa mogoče kakšen fajn stolp, lahko na 051 220 220. Predlagajte mi, jaz si naj nabavim. Ponavadi je fajn tisti malo večji sprejemnik, tak sem vsaj jaz imel doma, smo imela z bratom one velike komponente, ne? Ja. Ne za onega stolpa, ko ima lučke not zvočniki. Ne tiste. Čeprav bi to tudi imel, ne? Je pa tisti večji zvočniki, pa če se malo še posvetiš, tudi zvočnike lahko kupiš ekstremno drage. Koliko je kaj tu, si ti ni narva, potna, koliko denara. Ja, ni nujno, no, pač ne vem, lahko tudi rabljeno, mogoče kje, ne vem. Dobro, delali CD-je. Si zdaj naredil. Jaz tudi, hvala lepa. Sicer pa vse velja čisto enako, vse, kar smo se zdaj menili, za vinilne plošče. To pa je pol spet drugo. Tu pa še nisem, tu pa sem že na robu tega, da si kupim zdaj počasi gramofon. Tudi malo več placa rabiš. Je spet drugi zvok, spet je fajn, tako bolj debelo. Imaš pa stolpiče, ne, kot se reče, ki sem jih že gledal tudi, ko imajo vse. Imaš nove, prav, sem jih gledal. Imaš kasetnika 2, imaš CD Wexler, imaš gori gramofon, tako je bilo včasih. Se da dobiti novo in ne slabo, tako da idi pogooglat. V redu, hvala lepa. Lepo bodite zdaj, s temi lušti. 16:06 je dobro jutro. Dobro jutro. Prej smo govorili o tem, da si je Fras zaželel spet CD-je, štendere in kakega stolpiča oziroma vse, kaj je potrebno za dobro poslušanje kvalitetne glasbe. Ne? Tako. No, in pisal ti je Aleš, ker si pač spraševal, kak pa kaj. Pravi, da pri njemu je Technics receiver in CD player. Oznak zdaj ne ve točno, zvočniki pa so Magnat 750 vatni in da špila ko šus, pravi, pa niso bili dragi. Aleš, hvala lepa. Lepo, da malo pogooglal to, zanimivo. Ja, tako da, evo, tu imaš zdaj istočnico. Pol pa lahko vse ostalo. Pol pa lahko lepo dalje raziskuješ. Hvala lepa, Aleš. Hvala, Aleš. In pol si greš po CD, recimo od Lady Gaga in si že daš gor, ne? Dobro. V dnevni. Mogoče ne prva izbira, ampak ja. Tako je, zdaj gled to zdaj. Marjan Vedlin, ki ni baje v žlahti z Dejanom, kar je skoraj nemogoče in neverjetno, ampak baje. Marjan Vedlin torej je pilot, ki je svoje letalo kupil na Novi Zelandiji in pač šel po njega. Ker je baje se bolj splača, kot pa če bi ga pošiljali, ne vem, z ladjami ali z drugimi velikimi letali. Ja, ne vem, kako to gre, ja. Pravi pa, ne, ker je pilot, da ga bo pač sam pripeljal domov. Ja, gled, zakaj bi plačeval drugim, ne, če lahko. Tako. Na tej poti ga bomo spremljali in že včeraj nam je sporočil, da je moral zasilno pristati, ker je šla elektrika v letalu. Ja, ne, zdaj upamo, da je s tem vse ok. Kaj pa zdaj torej se dogaja? Marjan, kaj se dogaja? Povej, ali si že v Avstraliji? Ponovno lep dober dan iz Nove Zelandije. Letalo noče in noče zapustiti Nove Zelandije. Namreč danes smo ponovno se odpravili proti otoku Norfolk. Žal na pol poti smo ugotovili zopet, da niso ravno težave, ampak smo ostali brez električnega napajanja in smo zaradi varnosti se obrnili nazaj na izhodišče, se pravi kraj Whangarei. Smo sicer ugotovili, da je pa tokrat bila očitna napaka mehanika, ki je iz nekega razloga pozabil en kabel priklopiti in v bistvu električni generator ni polnil baterije in to je bil razlog, zakaj smo zopet se obrnili. Zaradi varnosti bomo ostali in jutri zopet poskušali priti do otoka Norfolk. Verjamem, da nam bo uspelo. Jaz tudi verjamem, jaz bolj upam, kot verjamem. Je kaj, akumulator je šel? Ja, očitno. Ni se filal. Zdaj pa vse, kot smo včeraj že rekli, v zraku je to nekaj čisto
neka druga pesem. Ja, tudi Si mehaniku bi dal roko, da je Ja. pozabil na letalu en kabel priklopiti. Nekam bi Kako mu jo te dal, gleda? ja, vsaj na obraz. Ne. Je, glej, se zgodi, človeška napaka. Ja. Ne? Hvala Bogu, tokrat brez tragičnih posledic. Marjan, drži se in dajte že enkrat popraviti, ker smo zdaj že mi malo v stresu tu. Ne? Kaj Ja, se zdaj upamo, dogaja? da bo se jutri javo, ne? Zdaj pa smo že tam. zdaj pa Brez smo zapletov, vse je ok, se čujemo. Tako, samo gume imam letne. Ali kaj, ne vem, kako to gre. Vročina je in na mnoge načine se lahko z njo spopadaš, recimo, da si not in imaš klimo vžgano in se ne premikaš. To je Ne? recimo Na 20 stopinj, zunaj Ja, ne, zunaj na 38, 20 je že hladno. Malo več. spodco si pokrit, lepo. Ja. Pa zjutraj v nosu kepe, pa solzne oke, pa zabuhla glava. Mi Pa imamo že na kaj. 25, pa je že hladno. Ja, jaz Precej. imam na 24, pa No, to glih. nekaj. No, jaz tudi imam. Ne, pa na pune petarde. Sicer pa obstaja mnogo enih načinov, kako se ohladiti, in eden tistih klasičnih, o katerem se pogovarjamo, mislim, da vsako poletje, pa noben prav ne verjame temu. Pa odvedno že. Ja, odvedno, to pa je res odvedno, odkar ljudi hodijo po zadnjih tacah. Je, da bi naj v tej vročini pil tople pijače, ne, recimo čaj sploh. Ja. Ne? In jaz sem šel pogledat, piše, da je res. To je ne. na kratko in na hitro, v grobem. Ne? Torej, ja, vroč čaj lahko pomaga, ampak samo takrat, ko je vroče in tudi suho. Ne? Torej, ko je suh zrak, Ja, tako okay, zdaj. zdaj pečenko. No, da, Ja, ali znajo vsi ljudje oceniti, ja, danes je pa zrak suh. ko je vlaga v zraku, se ti vse lepi, zdaj se ne lepi, zdaj samo ono pečica, ne? Ko odpreš pa je. Ne? Skratka, metoda deluje zato, ker ko je zrak suh in ti piješ nekaj vročega, hitro začneš švicati, kar pomeni, skozi švicanje se seveda hladiš in potem hitro tudi izhlapi ta znoj. Ne? Ja, ja. Zato pomaga vroč čaj, nekatere celo osveži, ko pa je torej precej vlažno, pa to ne bo delovalo, tako da Dobro. reši ne. Ali ti veš, da se jaz potim v vsakem primeru? Je pa ti si poseben primer. No pa mene bi moglo zepst. Ne? Ne. Jaz mislim, ne? Samo Kako ti se telo hladi, to je nekaj neverjetnega. Odvisno je tudi od vsega ostalega, kaj vneseš v telo. Tako. Tako? Ne samo, da bi zdaj ti čaj pil, pa bi nekrat, kako je frej, ne? Ja, ker sem prvo enkrat, pa se ni spremenilo, Ja, no. absolutno nič. Ker si si pa 7 starejši, pa hamburgerjev probaš enkrat. pojedel, Ne, pa nisem. 12 pirov, poleg še. Ne. Ne? Sploh nima to veze, No, ker dobro. to je že celo življenje enako. Pa to sem ti tako že razložil, da pač si poseben in moraš iti Pa no pa zdravniku. pravim, ne, tako da ne vem, ne, morda pri vseh to ne deluje, ampak po puščavah že oni so 100 let to ne delali. Ja, no. Namesto da bi šli butli v senco. Ali pa bi- Verjetno je Imajo nekaj toliko na tem, sence, da da. deluje. Okay. Če je slučajno kdo probal, ali pa če ima slučajno kdo kako tako podobno varianto, ki bi jo priporočal še komu, lahko piše na 051 220 220, ker verjetno vsi nimajo klime, ali pa verjetno vsem ne paše klima, jih preveč ne, vpliva na njih. Tako da, če imate kako tako podobno varianto, dajte nam napisati, no, da se nam ne zmeša tudi hitro. So good, so nice and easy, so nice and easy. O, Tine. Nice and easy. 7:41 kaže ura, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. In naj povemo, da je Tine Križanič Tine na dopustu, Je? ampak razen včeraj ga to drugače načeloma ne ustavi. Ja, vseeno je tukaj z nami, vedno. Res je, ker se zaveda, da ljudje čakajo, ne? Njegovi oboževalci in poslušalci, in da vidimo, kaj imamo. Dobro jutro, Tine. Ja, dobro jutro vsem skupaj. Ste mislili, da me ne več ne? Ker me včeraj ni bilo, ne veš kaj je. Tako je bilo vroče, da kabel ni prenesel podatkov, ker je
v bistvu se je pes na Wi-Fi gor pohcal, pa v bistvu sem zaspal. Okay? Na dopustu sem, pa me ne obsojate, zaspal. Zato sem pa danes tu in imam toliko boljšo zanimivost. Ali ste vi vedeli, da na Švedskem ne smeš dati otroku ime Ikea, ali pa Superman, ali pa Metallica, ali pa Elvis? Dobro, ne? Ne vem, lahko daš Frodzo ime Tomaž Škrlec Dugi, recimo, ne? Ne smemo pa dati Metallica ime. Malo sem me razočaran, nič vedi. Hvala lepa, Tina. Hvala, Tina. Hvala. Okay, finte. Tomaž Škrlec Dugi. Ja, te recimo, ne vem, bi lahko tudi prepovedali, ne vem, kaj druga še. Kaj? Ja, ne vem, Nokia ali pa mislim, kakve finte. Ali pa Mr. President, recimo, ne? Ne. Da bi te pol tak klicali. Vsaki, ko bi te videl. Dajmo enega najbolj poletnih komadov vseh časov. Smo? Ja, ajde. Pomembno je, ali si naredila zajtrk, Anja. Ja, kaj pa Nekaj si govorila, pa nič. No, kaj lahko povem, kaj mislite, da imam že celo jutro tu škatlo Ja, kaj te to je? zdaj? Zajtrk? Mačke. in v tej škatli je not- zajtrk. Res? Pa sem vam ga pripravila. No, samo da orišva, to je ogromna, dejansko bi lahko Ja, mačka dva štuka, notpela. ja. Dvonadstropna plastična škatla. Pa jo Wow, zanima. kak si orisal. Ja, kaj? Je ona, piknik, korpa plastična. Tako, Ja. to je Ja. piknik korpa, bravo. Tako. Tomaž. Samo da ni, ne, lesena. Ja, ja. Pač plastično. Eno, ja. kaj je No, zdaj? Imaš torej, kaj nota ali imaš ja, samo škatlo? seveda imam. Resno? Pripravila sem vam Jo, 3 različne Nek- stvari. Zakaj? Ja, zato, ker si ti bojler. In sicer Kaj si ti Še coto moramo povedati. Joho! Joj, čakaj. pripravila sem vam Okay, povej. en Wow. tak sendviček z bombetko, burato, pršutom, pečenimi breskvami, rukolo in pa z balzamičnim kisom, pa tudi malo meda je gor. Potem pa sem vam pripravila eno bombetko z kremnim sirom, lososom in umešano jajčko. Wow. In še malo za posladkati, pa Ja. imata v bistvu skir Okay. z arašidovim maslom, pa potem sem dodala še malo kokosovega skira in mandljevo maslo, pa malo borovnic in še natrgan. Prej kokos. želiš, da eksplodiramo. Bravo. Čez 1 uro. Anja, zdaj pa Super. si presenetila na vseh, mislim, vse vem, da si pač pridna, ne? Ampak nisem mislil, da boš tak se potrudila za najo. Ja, vidite, kako Ti je lepo mama rada. rekla, pa šteto, pa paradajz. Ja, ali pa makovo, pa kakav. Okay, jaz se že veselim, ker pol od tega še nisem jedel. Mislim, da Jaz sploh tudi ne, nikoli. jaz sem samo skir. Jaz pa ne. Tako da vidim, zdaj, kaj te... Ja, kaj je, ni? No, dober tek vam Zapri želim. dol, če se hladi. Evo, No, daj. A ja, pa to gre na Anino kuhalnico, ne? absolutno. Kaj te pa bomo tako objavili, tako da boste videli, kaj to vse je. Okay? Jezus. Poslikaj hitro, zdaj da vidimo. Dober tek. Ker fajn sem se zdaj zaslinil. Dober Jaz tek tudi. in dober tek tudi vam, če ste pri zajtrku. Dober tek. Marko in Tomaž smo tukaj, lepo pozdravljeni vsi skupaj, kot smo rekli. Ja, čakaj, da te všaltam, Marko. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Sicer pa v tem studiu z nama danes malo prišla do spremembe, da ne bi slučajno se kdo zmotil. Direktorica javnega zavoda Športni park Ruše, Lucija Tomšič. Gospa Lucija, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Dobro jutro. Ali lahko sklepava, da ste se naveličali svojega starega priimka in rekli nič? Zdaj pa ne bom. za spremembo. Tako. Čas je za spremembo in morda tudi za novo življenjsko pot, Da. če smo malo osebna. sta pride zraven. Ja, seveda. Tako da čestitke, Čestitke. če Ja. gre za to. Ne. Tudi, če ste se samo tako odločili, Pa tudi ste šli čestitke. na občino, meni Ja, pa pa tudi rekli, ve. gledajte, jaz imam dovolj, zdaj pa dosta. Okay, letni oder Ruše, 27. že letos.
14. augusta se vse skupaj prične. Naj poveva samo, da ste prinesli take fajn knjigice, te male. Ene so te male, ene pa A4. In je fajn vse noter zapisano, ves program, opisi. Tako da čisto vsak v bistvu lahko lepo zve, o čem gre, kdo nastopa, kaj ta nastopajoči počne. In malo sva preletela. Kaj nas čaka letos? Ja, kot vedno nas čaka pester program. Vedno se potrudimo, da je program za vse generacije, tako koncerti kot gledališče. In sicer leto začnemo torek 18. na Glavnem odru, kjer je pač to naše glavno prizorišče, letno gledališče pod Goroj, z večerom musicalov v društvu Only Gems. Potem je seveda KDP Toneta Partliča Pekre Limbuš, brez njih seveda ni letnega odra. Mama je umrla 2-krat in pa seveda domačin s predpremierno komedijo Matjaž Javšnik Norišnica, to zna biti kar zanimivo. Tudi to mora biti, seveda. Bo kar pestro. Potem pa seveda koncerti, naša glavna zvezda Plavi orkestar, še niso bili v Rušah, kar skoraj težko verjamem. V 17 letih. Tako je. Zanimivo. Smo veseli, da smo jih dobili in bo zagotovo zelo dober koncert, kar so že kar na knap. Ja, evo, tako da dajte pohiteti, sicer pa kako težko je recimo dobiti kaki taki band. Kaj to dolgo traja? Odvisno. Ne? Tisti, ki so fejs zasedeni, včasih tudi nekaj let traja, včasih pa imamo srečo. Ker bi prišli, pridem. Tudi moram reči, da ne samo obiskovalci, tudi nastopajoči imajo radi naše prizorišče, ker je res nekaj posebnega, ta kamniti amfiteater sredi Pohorja. Tudi oni imajo v bistvu najlepši razgled. Ja, v bistvu, res Kakšne novosti morda letos na 27. izvedbi? Mogoče Lučkin oder, ker smo kot športni park dobili nazaj v upravljanje tudi Dom kulture in kulturo. In smo zelo veseli, ker je včasih to bil Cezamov, abonma Lučka, in smo dejansko to Lučko oživili in postavili Lučkin oder. Torej s predstavami za otroke, pohorska pravljica, se bodo videle delavnice, glasbene ustvarjalnice, tako da smo to kar okrepili letos. Tako da je to pokrito, ne? Vse je pokrito. Tiste najbolj važne stvari, ne? Kam pelat male, ne? Da niso doma teči. Tako, evo, zdaj imamo, seveda tudi na spletu najdete vse podatke, verjetno o vseh dogodkih. Je kaj takega, morda, kaj bi veljalo posebej izpostaviti? Na kaj ste recimo najbolj letos ponosni, da ste po domače skup spravili? To Lučkin oder zihen, ker smo ga šele januarja dejansko dobili nazaj, tako da to smo se res potrudili, pa tudi tam imamo predstavo za otroke italijanskega gledališča, tako da smo malo mednarodno zaštartali, pa z vašim Lutkovnim gledališčem sodelujemo, tako da bo res pestro. Pa odvil se bo tudi 24. Kantfest z dvema res dobrima koncertoma, Jureta Ivanušiča in Severe Đurin. In seveda tudi vse ostalo, kar nekaj koncertov na trgu in pa seveda rock tržnica, brez njene gre, naš Pala bo vrtel na vinilkah. Še celo to. Tako da bo kar, moram reči, zelo pester program. Ok, super, več bomo zvedli v nadaljevanju. Z nama torej Lucija Tomšič, direktorica javnega zavoda Športni park Ruše. Vrnemo se že čez slabe 3 minute, da izvemo še kaj več o letošnjem letnem odru Ruše, ki se prične 14. augusta. In v tem studiu še enkrat več pozdravljamo direktorico javnega zavoda Športni park Ruše, gospod Lucijo Tomšič. Gospa Lucija, dobro jutro, še enkrat dobrodošli. Hvala, da ste si vzeli čas. Veselje. Zdaj še ni tako vroče, ne? Ja, res. Zdaj se še da. Sicer sem s kolesom, ampak vseeno je bilo fajn. Zdaj še gre, ne? Tako da dajmo hitro zrihtati, preden tu sonce začne po glavnem trgu harati, ker vam ne bo lahko. Pol nazaj. Ruše nazaj goniti ni. Maribor. Ok, sem že mislil. Okay, malo sem prebiral te knjigice, ki ste jih zraven prinesli, ker je seveda celoten program z opisi vseh. Vidim tudi, da kino na prostem imate tudi. Ja, letos imamo v sodelovanju s Planinskim društvom Ruše, kino na prostem, 107 dni Alp, zelo zanimivo, v bistvu potopis.
Tako da to se tudi veselimo. Po potopisu pa seveda Adi Smolar, brez njega ne gre, ne? Tako da bomo vsi skupaj zabeli. Res je. Prej ste omenili še, ko smo se pogovarjali, Plavi orkester prvič na letnem odru Ruše, pa tudi Bigfoot Mama ste rekli. Tudi Bigfoot Mama. Kako je tudi to prvič? možno? Ja, ne vem, vse je enkrat prvič. Ne? Ja, no, samo to je zdaj en poseben čar še za letošnjo izvedbo festivala, ker so sami taki bolj novi, ne, očitno. Ja, klapa Sebeniko, ne, šibeniška klapa tudi še ni bila. Kako se bo to fajn čulo Treba je tam? priti, ne? Ja, Treba. stavno. Je pa res, da so vsi ostali dogodki so brezplačni, ne, smo rekli. Tako vse, spremljevalni program, otroški program, rok tržnica, vse, kar je na trgu, vse je brezplačno. Kar pa na glavnem odru pa seveda so vstopnice, ki jih lahko dobite na spletni strani letnioder.si, na recepciji športnega parka ali pa 1 uro pred predstavo, pred koncertom na samem prizorišču. Čudovito. Tako da nekega razloga za jamranje ni, ne, da nimamo stvari, ker se ogromno stvari dogaja in to zastonj. Lahko samo pridete, pa se imate fajn. Tako je. To. Evo. Tako da vabljeni od 14. augusta torej naprej. Zdaj, če lahko malo naprej pogledamo, gospa direktorica, ali slučajno že planirate kaj za naslednje leto? Ker vemo, da takih festivali včasih ni to pes, kot rečemo po domače. Ja. Imamo mi ideje, ne? Pa se dogovarjamo, zdaj, če nam bo pa uspelo, bomo pa že zdaj so vsi na dopusti. Naslednje leto, kaj pa 30-ka, ne? Kmalu pa bo 30-ka. Tam pa bo posebna čaga, ne? Tam pa mora biti nekaj udarnega, ne? Ja, še dalje gor po Goši, ne? Vse tam po gori, ne? Kako zdaj teh 10 dni, recimo festivala, zgleda za direktorico? Vas non-stop klicarijo, non-stop telefon zvoni, vam dajo kaj mira? Jaz spim po noči, zato ker v bistvu imam zelo dobre sodelavce, pomaga nam tudi več kot 30 prostovoljcev. Tako da spim po noči, seveda odgovorno, rabijo me non-stop, ampak jaz res uživam tudi 10 dni, moram reči. To je dobro slišati. Ja. In bravo vsem sodelavcem in prostovoljcem, ne, da se... Tako, ja, seveda, in hvala lepa, ne, da ste za to, da lahko mi pol pridemo uživati. Torej, kaj smo rekli, Plavi orkester, recimo Bigfoot Mama, vse najdete na spletu, dajte si pogledati, dogodki so brezplačni, razen teh na glavnem odru, kar je logično. Tudi humor ne sme manjkati, ne? Zdaj vemo, Matjaž Javšnik je tudi že klasika, ne? Se zdi, in pa seveda vse komedije Toneta Partliča, tudi to je vedno zelo dobro obiskano, ne? Ja, res je, sploh domačini, komaj čakajo, tudi če so že videli, recimo, kako predstavo v kakem kulturnem domu, je to ambient, ko je res poseben. Ja. Tako da to se splača videti. Tako da skočite po karte in vse dajte preveriti, da ne bo kje slučajno zmanjkalo prostora ali kart, pa ne boste mogli priti, ne, pa se boste doma samo režali. Lahko skočite na letnioder.si, tudi tam vidim, da je to, kaj ste prinesli, to malo knjižica, tam tudi v digitalni obliki, lahko ravno listam skozi. Ne? Sicer pa, da še lahko zdaj ekskluzivno povem, tudi vstopnice bomo imeli. Tako vsa leta doslej, že naslednji teden bo kaka padla. Ne? Ja, super, evo, rešeno. Gospa direktorica, jaz se vam zahvaljujem, da se vam je dalo po tej vročini s kolesom pripeljati. Ne? Vse, kar lahko zdaj še mi ponudimo, je voda, mogoče kaki kafe. Ja, za kave se ne bom branil. Tako, da bo lažje. Zaradi mene ste lahko na klimi tu celi dan. Ja, evo, pa kakve karte nama tu v žep noter, v zadnji. Hvala lepa, torej pa se vidimo, torej letni oder Ruše, 27. izvedba že letos od 14. augusta naprej. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.